pripeljal sem na naše zborovanje, sem imel priložnost občudovati, v kako lepi deželi živimo. Okoli nas so številne priložnosti za oseben razvoj in skupen napredek. Sprašujem se, ali smo znali kot družba in država dodobra to izkoristiti. Bojim se, da ne. Ljudje smo vse preveč slepi za svet in ljudi okoli sebe. Slovenija ni samo Ljubljana. Ob tem prelepem Velenskem jezeru, na našem jubilejnem, že 20. taboru Slovenske ljudske stranke, čutim toliko dobre energije, kot že dolgo ne. Prišli ste iz vseh koncev naše ljube Slovenije in ponovno, kot že tolikokrat doslej dokazali, da je največja moč Slovenske ljudske stranke v ljudeh. Da, prav v vseh vas tukaj, ki ste svojo srčnostjo in vztrajnostjo prestali tudi najtežje preizkušnje. Vesel in hvaležen sem predvsem za srčnost vseh tistih članov, ki tudi v razburkanih časih Slovenski ljudski stranki ostajajo zvesti zaradi krščanskih vrednot in demokratične tradicije. V stranki ostajamo združeni dobri ljudje, zaradi katerih verjamem, da bo naša skupna prihodnost svetla. Jasno je, da je naša država v položaju, ko rabi jasne usmeritve, rešitve in odločna dejanja. Mi bomo danes tu pokazali smer. Koliko ur ste obrtniki in podjetniki morali delati za to, da ste poplačali previsoke davke? Preveč. Koliko ur ste namesto za delo porabili za birokracijo? Spet preveč. Zaradi slabega gospodarjenja po balkanskih načelih so slovenske plače prenizke, ljudje pa se morajo za to zadolževati in trepetati za svojo eksistenco. Še težje je upokojencem, med katerimi je veliko takšnih, ki s svojimi pokojninami ne morejo preživeti celega meseca. Ob tem imamo še preveliko strukturno brezposelnih, ki nimajo perspektive za boljše življenje, torej nobene varnosti. Slovenski državljani si zaslužimo ekonomsko varnost. Preveč trdo prigaranega davkoplačevalskega denarja je bilo vrženega v bančno luknjo. Prevečkrat so se že z našim denarjem poplačali dolgove bank. Z vašim denarjem. Koliko ur ste morali vi delati za to, da so državni veljaki svoje kolege iz uprav bank z vašim denarjem nagradili za slabo delo? Govori se, da bo država od nas spet zahtevala, da poplačamo dolgove bank. Uprli se bomo in niti centa več ne bomo dali tistim, ki ali ne znajo voditi bank, ali pa iz njih že leta nezakonito pridobivajo sredstva. Tisti, ki so si napolnili žepe ob zadnjih dokapitalizacijah, morajo vrniti denar in odsedeti zasluženo kazen. V Slovenski ljudski stranki ne bomo pustili, da nam jemljejo še naprej. Naredili bomo vse, poplačali bodo, kar so pokradli.
Spoštovani, bili smo prva lastovka slovenske politične pomladi. Prva skupina pogumnih in ponosnih Slovenk in Slovencev, ki smo se uprli polstoletni zimi političnega totalitarizma in tiranije. Mi smo bili srce v teh prelomnih dogodkih in velikokrat smo bili korak naprej od drugih. Pa vendar ne želim, da nam pogled preveč uhaja nazaj, v preteklost. Poglejmo raje naprej. Pred nami je ostal še en velik neuresničen cilj. Slovenskim državljankam in državljanom vseh generacij smo v skladu s 3. točko Majniške deklaracije iz leta 1989 dolžni zagotoviti materialno in duhovno blaginjo. Na to danes večina političnih strank kar pozablja. Mi pa ne. Zato, ker smo odgovorni do politične dediščine naših predhodnikov ter želimo omogočiti prijetno življenje vseh naših sodržavljank in sodržavljanov. Ni nam vseeno za usodo naših otrok, vnukov ter zanamcem prihodnjih generacij. Kakovost življenja se ne meri le v kazalcih BDP-ja, ampak predvsem po zadovoljstvu ljudi. Slovenski ljudski stranki si odločno prizadevamo za višjo politično kulturo in tudi višjo kulturo medčloveških odnosov v političnih strankah, kakor tudi v naši družbi nasploh. To, kar smo v zadnjih mesecih doživljali, je bilo stresno, pa vendar nujno. Seveda pri tem ni šlo za nedolžno ravsanje posameznikov, ampak za soočanje in spopad dveh različnih smeri, dveh različnih konceptov političnega in družbenega delovanja. Naj poenostavim, trčila sta dva pogleda na prihodnost stranke in na prihodnost Slovenije. Ena paradigma predstavlja nevrotično obračunavanje s političnim nasprotnikom z vsemi sredstvi, tudi s poskusom fizičnega poniževanja in grožnjami političnega linča. Druga paradigma pa predstavlja prizadevanja za politično kulturo dialoga in javnega diskurza, ki odlikujejo razvite evropske krščanske demokracije, katerimi stremi naša stranka. Upam si reči, da se v teh pregretih dneh za Slovensko ljudsko stranko uspešno končuje izjemno naporno in težko obdobje. Dovolite mi, da se vam iskreno zahvalim za vso vašo izkazano podporo in marsikdaj tudi potrpljenje. Obžalujem, da so bile interne zadeve deležne tolikšne medijske pozornosti. A poskusi diskreditacije stranke in njenega vodstva ter želje po njenem prevzemu so ves ta čas prihajali tako od zunaj kot od znotraj. Mene osebno, ki sem človek povezovanja, sodelovanja in iskanja pravih rešitev, je po svoje celotna situacija, v kateri smo se znašli, zelo razžalostila. In najbrž ne samo mene, temveč se v tem prepoznate mogoče tudi vi sami. Vendar je včasih, da zaščitimo tisto temeljno in svoje. Treba storiti tudi kakšen korak nazaj, da lahko na to storiš dva koraka naprej. Na naših srečanjih se večkrat poudaril, da ne bom nikdar dovolil, da bi kdorkoli za mojim hrbtom spletkaril in upravljal Slovensko ljudsko stranko, pa če me to stane predsedniškega položaja. In še vedno stojim za temi besedami. Izstope, ki so sledili po izključitvi Marjana Podobnika iz Slovenske ljudske stranke, vidim kot nujno očiščenje podtaknjencev z dvema obrazema, ki z eno roko ponujajo spravo, z drugo pa te primejo za vrat.
dvojni agenti so bili razkrinkani, sateliti so na poti k svoji matični ladji. Dosegli smo očiščenje in Slovenska ljudska stranka postaja ponovno ljudska. Po uspešno prestanih notranjih in zunanjih napadov zdaj še bolje vemo, da ne gremo v posteljo sovražnikov. Nekdanji člani Slovenske ljudske stranke, ki po navodilu drugih ustanavljajo nove stranke in gibanja, so že dokazali, da ne morejo biti naši partnerji. Tisti, ki v isti sapi zaničujejo edino pravo ljudsko stranko in hkrati kradejo njeno ime in se pretvarjajo, da se zavzemajo za malega človeka, ne morejo biti naši sogovorniki. Slovenska ljudska stranka je le ena. Prav tako ne morejo biti naši sogovorniki tisti, ki se izgovarjajo na zle sile podtajnih mrež in spletkarijo proti stranki, za katero se hvalijo, da so jo pomagali ustanoviti. Spoštovane kolegice in kolegi v stranki, Slovenska ljudska stranka je in vedno bo zakoreninjena v svojih globokih vrednostnih temeljih, spoštovanja dostojanstva in odgovornosti vsakega človeka. Zato stojimo ob boku razvitih evropskih krščanskih demokracij. Naš prenovljeni politični program predstavlja nov mejnik razvoja naše stranke. Presegli smo nasprotujoča si programska izhodišča, zaradi katerih v preteklosti mnogi niso vedeli, ali naj nas uvrstijo na levo ali desno sredino. Te šizofrene situacije ni več. Zato smo seveda postali tarča tistih, ki niso želeli, da postanemo sodobna evropsko-krščanska demokratska ljudska stranka. Odločno in argumentirano smo se zavzeli za dokončanje slovenske tranzicije, kar je zopet prestrašilo tiste, ki bi zavedno radi ohranili stare privilegije in prevlado iz časov socializma. Slovenska ljudska stranka se razvija v privlačno, moderno in učinkovito stranko prihodnosti. Državljanke in državljani Slovenije v Slovenski ljudski stranki prepoznavajo voljo, znanje in rešitve, ki bodo tako mladim kot starejšim izboljšale in polepšale življenje v materialnem in duhovnem smislu. Mi nismo navadna stranka. Naše delovanje vodi zelo jasen cilj. Zavzemamo se za zdravo gospodarjenje po načelih dobrega gospodarja. Slovenski ljudski stranki vemo, kam gremo. Se vam zdi, da tudi trenutna politika, ne, se vam zdi, da vlada ve, kam gre. V 2 letih niso izpeljali niti ene nujne reforme. Se vam zdi, da vsa desnica ve, kam gre. Žal se zdi, da so se nekateri v zadnjem času bolj ukvarjali z nami in z nadaljnim drobljenjem desnice, kot pa s prihodnostjo Slovenije. Za razliko od drugih, mi vemo, kam gremo. Na tem mestu se želim zahvaliti vsem vam, članicam in članom, za vašo srčnost in pogum, ki ste ju nenekoloma izkazovali v vseh 28 letih in brez katerih Slovenska ljudska stranka ne bi mogla niti obstajati, niti žilavo prestati vseh izzivov v trdi politični konkurenci. Prav zaradi te vztrajnosti lahko ponosno in optimistično zremo v prihodnost. Zahvaliti se želim posebej tudi vsem našim organom za njihovo veliko delo v tem času. Iskreno se zahvaljujem za odlično delo in pomoč tudi vsem organizacijskim enotam stranke, strokovnemu svetu, zvezam in klubom, od perspektivnega podmladka, Daniel je prej spregovoril, do aktivne zveze upokojencev.
Podobna zahvala velja tudi našemu evropskemu poslancu Francu Bogoviču, tudi za odkrite besede, ki nam jih je pravkar namenil, in pa seveda klubu županov Slovenske ljudske stranke, ki kljub odsotnosti iz državnega zbora našo stranko odlično promovirajo po celotni Sloveniji in vsak dan znova dokazujejo, da Slovenija preprosto nujno potrebuje Slovensko ljudsko stranko. V parlamentu kot odgovornega, kompetentnega in kredibilnega političnega sogovornika. Izpostaviti velja tudi ustanovitev dr. Antona Korošca, ki je že začel ta inštitut z odličnim delovanjem, ter oživitev častnika Slovenec, ki sicer še bolj poredko izhaja, a ima odlično perspektivo. Hvala mestnemu odboru Slovenske ljudske stranke Velenje, predsedniku in ekipi, Dani, Mišo, Vlasta in vsi ostali. En aplavz si zaslužijo za organizacijo tega tabora. Moji podpredsednici Jasmini in podpredsednikoma Primožu in Francu, predsedniku glavnega odbora Igorju, in direktorici Slovenske ljudske stranke Tadeji Romih z ekipo. Hvala vsem, da smo lahko danes zbrani tukaj v Velenju. Tako, kot roža rabi vse svoje dele, da lahko raste in cveti, tudi stranka potrebuje vsakega izmed vas, da uresničimo svoje cilje. V vsakem trenutku ste najpomembnejši vi, tisti člani, ki srcem pripadate Slovenski ljudski stranki, in vsi, ki ste z nami in z nami simpatizirate, ter ji svojim razumom in delom tudi aktivno pomagate. Slovenska ljudska stranka ima še veliko neizkoriščenega potencijala. Ostajamo močna stranka zaradi svojega članstva. Skupaj bomo nadaljevali zastavljeno delo za dobro ljudi, za dobro Slovenije. Instantne politične rešitve, ki so jih prinesle zadnje volitve, so nas vse razočarale. Tudi zaradi njih smo le še bolj odločni, da gremo v novo smer, v svojo smer. Pokazali bomo, kakšna bi politika morala biti in kaj bi moral biti njen cilj. Blagostanje ljudi. Vseh ljudi, ne le tistih na pravih pozicijah. Blagostanje vseh mladih izobraženih ljudi, ki zaradi kaotične politike izobraževanja, ki ni usklajena s potrebami na trgu dela, nimajo varnih ali realnih možnosti za zaposlitev. Za blagostanje vseh delavcev, ki vsak dan trdo garajo, da lahko preživijo svoje družine. Za blagostanje vseh upokojencev, ki so celo življenje verjeli, da jim bo država omogočila dostojno starost. In za blagostanje vseh kmetov, ki so celo življenje trdo garali na svoji zemlji, plačevali prispevke, zdaj pa dobijo mizernih 300 evrov pokojnine in so zato popolnoma odvisni od svojih družin. Za njih se bomo zavzeli. Ne bomo dovolili, da se kmete še dodatno obremenjuje, izkorišča in podcenjuje. Že sedaj se morajo vsak dan boriti za svoj obstoj na neprijaznem trgu. Ne pozabimo, kmetje nam omogočajo preskrbljenost zdravo, doma predelano hrano. Država pa jim z davčnimi blagajnami, višanjem katastrskega dohodka, nižanjem cen mleka otežuje preživetje v izrednih razmerah. Slovenska ljudska stranka je odigrala ključno vlogo
pri ustanovitvi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Tudi danes so v njeno vsakodnevno delovanje v veliki meri vpeti mnogi člani Slovenske ljudske stranke. Z gotovostjo lahko zatrdim, da je zbornica v 16 letih svojega delovanja več kot upravičila svoje poslanstvo. Vsa leta se zbornica uspešno bori za pravice kmetov in lastnikov gozdnih gospodarstev. Verjamem pa tudi, da mnogi kmetje, glede na težko situacijo, enostavno ne zmorejo bremena, ki ga predstavlja obvezna članarina. Zato danes na jubilejnem 20. taboru Slovenske ljudske stranke Slovenski ljudski stranki pozivamo k ukinitvi obveznega članstva v zadnji zbornici, ki obvezno članstvo še pozna. Vlado Republike Slovenije pa hkrati pozivamo, da to razliko nadomesti iz proračuna Republike Slovenije in s tem zagotovi nadaljnjo normalno delovanje zbornice. Tako je, pozivamo k ukinitvi obveznega članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Kot sem dejal na začetku, Slovenija ni samo Ljubljana. Poskrbeli bomo za enakomeren razvoj vse naše prelepe dežele in ljudem z vseh koncev in krajev omogočili dostojno življenje. Ko vas danes tukaj vidim v takem številu, z nasmejanimi obrazi, sem ponosen, da ste me na kongresu v Podčetrtku izvolili za svojega predsednika. Zaradi tega pogleda na vas imam zagon, da vztrajam pri uresničevanju ambicioznih in uresničljivih ciljev, ne glede na vse napade. Verjamem v skupinsko delo, ki v moderni politiki edino lahko pripelje do trajnih uspehov. Prepričan sem, da resnost današnje situacije kliče po hitrih odzivih, konkretnih rešitvah in predanemu delu za dobro Slovenije. Mi imamo rešitve in pripravljeni smo delati, da jih uresničimo. Verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka po naslednjih parlamentarnih volitvah v položaju, ko se bo lahko odločala, s kom sodelovati. Takrat bomo k sodelovanju povabili vse, ki so voljni, željni in zmožni dela v dobro državljanov in državljank, v dobro Slovenije. Vrednote, ki jih gojimo v Slovenski ljudski stranki skozi dejanja, ne le besede, so prav zato žive in vedno znova aktualne v času, ki ga živimo. Torej, kam gremo? Gremo nazaj k ljudem, gremo delati za njihovo boljše življenje. Naše ambicije so jasne. Želimo živeti v boljši in uspešnejši Sloveniji. In to bomo dosegli skupaj. Imamo dober program in jasne rešitve. Imamo svežo moč in srčne ljudi. Imamo odločno voljo in znamo in zmoremo, da na naslednjih volitvah prevzamemo odgovornost za vodenje naše države kot dober in odgovoren gospodar. In to ni vse. In to ni vse. S povezovanjem programov, združevanjem moči in sodelovanjem ljudi bomo dosegli nove zmage ter postali najmočnejša politična sila na desni sredini. Ker mi vemo, kam gremo. Hvala lepa.